Zamisel ima vse več podpornikov, projekt navijačev in nogometnega kluba Maribor postaja stalnica. Vijolični signal se je zdaj z glavne baze v Ljudskem vrtu razširil že na severovzhod države, vse do desnega brega reke Mure. Prvo je dobil Dravski dvor, drugo Maribor. Kot tretja bazna postaja v hitro rastočem projektu pa je svoj prostor pod soncem dobila še Gornja Radgona. In prostor, kjer se bodo odslej tudi uradno zbirali navijači slovenskega prvaka iz področja, ki ne skriva simpatij do vijoličaste barve, je Kuba bar. Kot se vidi, ljudje navijajo tudi iz tega dela države za NK Maribor, kar pomeni, da je veliki klub, ne? In z veseljem še enkrat pravimo tudi hvala NK Mariboru, da lahko mi sodelujemo tudi z Gornje Radgone, z našim gostilskim lokalom Kuba bar v tem projektu. Vijolični večer je tudi v pokrajini ob meji z Avstrijo pomenil dodatno popestritev dogajanja v pričakovanju nedeljske množične proslave naslova prvaka v Ljudskem vrtu. Prireditelji v Gornji Radgoni so poskrbeli za animacijo najmlajših, nagradne igre, kulinarične dobrote. Med novim srečanjem članov velike vijolične družine je za otvoritev tretje bazne postaje poskrbel športni direktor Zlatko Zahovič. Smo počašeni, da je Zlatko Zahovič otvoril našo tretjo vijolično bazo in to nam veliko pomeni. Čeprav so igralci imeli trening, saj se pripravljajo na nedeljsko tekmo in sredino finale pokala v Kopru, sta ekipo zastopala Aleksandar Rajčevič in Aleš Mejač. Ni manjkalo avtogramov, prijetnih trenutkov in sklenjenih dogovorov, da bodo tudi v prihodnje iz Gornje Radgone organizirani množični obiski Ljudskega vrta. Za začetek že v nedeljo, nato pa se bodo čez poletje kovali načrti o evropskih vrhuncih.